Za človeka gre je bilo eno izmed osrednjih sporočil posveta o dolgotrajni oskrbi z naslovom Med politiko in izvajalci ter uporabniki in svojci. Predsednica Socialne zbornice Slovenije Breda Božnik je v svojem nagovoru posebej poudarila, da zakon o dolgotrajni oskrbi ni zgolj en zakon, temveč način življenja. Prav iz tega razloga so strokovne organizacije s področja socialnega varstva pričele opozarjati na neustrezne prakse in trenutno neustrezno zakonodajo. Jaz sem v bistvu zelo vesela, da nam je danes uspelo priti v Državni svet s tem posvetom, glede na veliko številčno odzivnost v bistvu slušateljev in tudi razpravljalcev je zaznati, da gre za precej resen problem, s katerim se naša država srečuje že kar vrsto let. Tako kot nam je znano, zakon o dolgotrajni oskrbi je pravzaprav nastajal leta oziroma ni nastal, in potem, ko smo ga končno dobili, smo v bistvu šli v novelacijo vsega tega in smo se danes znašli tukaj, kjer smo se. Težava, ki jo vidimo, bom rekla stroka, to pomeni Socialna zbornica skupaj z vsemi soorganizatorji tega posveta, je v tem, da resorno ministrstvo pri pripravku novele tega zakona v bistvu ni upoštevalo dogovorov, da bomo kot stroka tukaj lahko sodelovali. Zdi se nam zelo pomembno graditi sistemsko zakonodajo in postavljati neke dobre temelje sistemske zakonodaje z deležniki, ki pravzaprav izhajajo iz prakse, ki poznajo teren, ki pravzaprav imajo podlago nekih strokovnih smernic. Zdi se mi zelo pomembno, da pri pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi dejansko sodelujejo ljudje, ki poznajo potrebe upravičencev po zakonu. Veliko število organizacij in udeležencev posveta o dolgotrajni oskrbi kaže na močno željo po sistemski urejenosti dolgotrajne oskrbe. Pobudniki srečanja so različne strokovne organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva. Skupnost centrov za socialno delo, skupnost socialnih zavodov, na nek način tudi zbornica babiške in zdravstvene nege, potem imamo tukaj tudi fakulteto za socialno delo, imamo Zavod za zdravstveno zavarovanje, imamo tukaj Inštitut za socialno varstvo Republike Slovenije in še bi lahko naštevali. Tako da menim, da je skrajni čas, da se je stroka v Sloveniji iz področja socialnega varstva združila v neformalno delovno skupino, ki je začela glasno opozarjati na zadeve, ki pravzaprav ne gredo v pravo smer. V bistvu naš cilj ni žuganje resornemu ministrstvu oziroma vladi oziroma odločevalcem. Naš namen je predvsem to, da nam uspe, da nas povabijo kot sogovornika in kot partnerja pri soustvarjanju zakonodajnih predlogov, da bi lahko naredili takšne zakone, ki bi dejansko bili v službi ljudi. Treba pa se je zavedati, da je zakon o dolgotrajni oskrbi živa stvar. To ni nekaj, kar smo naredili ali pa kar bomo danes popravili in se več tega ne bomo dotikali. Osrednjo vlogo pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi nosijo centri za socialno delo. S 1. januarjem 2025 bodo na vseh centrih za socialno delo vzpostavljene vstopne točke, ki bodo namenjene obveščanju, svetovanju, vodenju, odločanju, pripravljanju načrtov, zagotavljanju podpore in še številnim drugim dejavnostim s področja dolgotrajne oskrbe. V prehodnem obdobju delo vstopnih točk opravljajo centri za socialno delo, ki opozarjajo, da se močno zatika že pri prvi pravici, ki se je začela izvajati letos. Naši strokovni delavci, ki so začeli izvajati naloge, prvo nalogo, to je v bistvu do oskrbovalca družinskega člana, se srečujejo z izzivi, ker v bistvu vloge so na centre socialno delo že začeli prejemati decembra 2023, v bistvu odločb pa ne morejo izdajati še.
Ne glede na to, da je ministrstvo zagotovilo informacijski sistem in delovanje informacijskega sistema, da se bi odločbe lahko izvedle in izdale. Ker v bistvu ni še drugih podpornih sistemov, nimamo baze primerljivih storitev. In rabimo najprej imeti tudi ta podatek, da lahko izdamo odločbo. In seveda mnenje invalidskih komisij. Danes smo slišali, da je bilo izdano 300 pa še nekaj mnenj. Vlog je 1300 novih vlog, kar pa je tudi pomembno, da po izdaji odločbe morajo strokovni delavci z vsemi vlagatelji prepraviti začasni osebni načrt in torej v tem času, ko še ni koordinatorjev zaposlenih pri izvajalcih. Tako da v bistvu čakamo še na to. Zdaj imamo zaposlenih 16 strokovnih delavcev, dva sta na centrih za socialno delo Ljubljana in Maribor, skupaj 18 strokovnih delavcev, ki bojo morali opraviti vse te naloge. In težko ocenimo, v kolikem času bojo lahko izdali odločbe. Postopki so pa predolgotrajni za te ljudi, ki čakajo na odločbe, ki čakajo na pravico. Te ljudje potrebujejo pomoč včeraj, pred pol leta, pa v bistvu še vedno niso dobili potrebne pomoči. In nas skrbi na centrih za socialno delo, kaj bo, ko bo začel zakon v celoti delovati. Ker v bistvu že zdaj vidimo pri prvi nalogi, pri vzpostavitvi tako imenovane stopne točke, v bistvu mi se že ustavljamo za pol leta. Poleg dolgotrajnih postopkov je zaskrbljujoče tudi pomanjkanje kadra, kajti prav zaradi slednjega se lahko zgodi, da bodo upravičenci imeli pravice do dolgotrajne oskrbe, ne bodo pa imeli zagotovljenih storitev. Naše mnenje je, da bodo naši državljani dobili premalo pravic, kot bi jih potrebovali. To je en vidik. Drugi vidik pa je, da nimamo zagotovljenih pogojev za izvajanje tovrstnih storitev oziroma pravic iz naslova zavarovanj za dolgotrajno oskrbo. To pa pomeni, da nimamo dovolj kadra. Kadrovski normativi se nam niso spreminjali že več kot 20 let. Že danes imamo več kot 1000 praznih postelj v institucionalnem varstvu zaradi tega, ker nimamo zaposlenih delavcev in 1370 uporabnikov čaka na storitev pomoči na domu. Tudi med drugim zaradi tega, ker nimamo izvajalcev. Naše mnenje je, da bo veliko uporabnikov ostalo brez te pravice, zato ker ne bomo imeli izvajalcev, ki bi bili sposobni in pa kompetentni izvesti te storitve. Zakon o dolgotrajni oskrbi določa 5 kategorij oskrbe, in sicer za prvo kategorijo 20 ur, drugo 40 ur, tretjo 60 ur, četrto 80 ur in za peto 110 ur oskrbe. Predsednica NSIOS-a Mateja Toman je opozorila na 5. kategorijo, ki zajema najtežje omejitve samostojnosti ali sposobnosti samooskrbe. Ja, glede na veljavna določila zakona o dolgotrajni oskrbi, nas skrbi ravno nizek obseg ur pomoči na domu oziroma oskrbe na domu, ki jo ta zakonodaja omogoča. Namreč za 5. kategorijo upravičencev, to so tisti, ki potrebujejo največji obseg podpore, največji obseg storitev, imajo torej neko težjo obliko invalidnosti, neka bolj kompleksna zdravstvena stanja, je določen maksimalni obseg ur 110 ur na mesec. To, če preračunamo na vse dni v mesecu, je to približno 3 ure, nekaj minut več kot 3 ure na dan, kar je absolutno premalo za zadovoljitev vseh osnovnih potreb, kaj šele, če govorimo o neki kvaliteti dostojnega življenja človeka. In predlagamo, da se vendarle omogoči pri ocenjevanju določene izjeme za tiste posameznike, ki dejansko potrebujejo bistveno več pomoči, zato da bi lahko preživeli in kakovostni živeli v domačem okolju
in bili deležni vse pomoči, ki jo nujno potrebujejo. Nacionalni svet invalidskih organizacij poudarja tudi, da se v okviru zakona o dolgotrajni oskrbi ne sme pozabiti na senzorno ovirane, ki jih dosedanji zakon posebej ne omenja. Zakon je napisan zelo splošno za splošno populacijo, seveda pa potem stvar ocenjevalcev, torej komisije, ki bo podala oceno, kakšne storitve posameznik potrebuje, koliko jih potrebuje. Mi smo pa seveda opozarjali pri tem tudi na specifičen položaj senzorno oviranih invalidov, med katerimi so tudi gluhi in naglušni, ki morda nimajo veliko potreb po tej neki fizični pomoči, je pa vendarle treba upoštevati njihovo situacijo, torej okvaro sluha, pri tem ocenjevanju v smislu, da potrebuje morda nekaj več podpore, nekaj več pomoči na kak drug način, zato da lahko kakovostno koristijo storitve, ki so sicer mišljene z dolgotrajno oskrbo. Zakon o dolgotrajni oskrbi je delno že vstopil v veljavo z letošnjim letom, v celoti pa bo implementiran šele konec leta 2025. Ministrstvo za solidarno prihodnost je mnenja, da je nesmiselno odlašati z izvajanjem, čeprav zakon za zdaj prinaša tudi številne izzive. Pomeni, da smo v nekem, tako rečem, prehodnem obdobju uvajanja nekega zelo kompleksnega zakona z številnimi novimi pravicami in tudi številnimi novimi obveznostmi za izvajalce. Tako da posveti, kakršen je tale v državnem svetu, so tudi za nas na ministrstvu zelo koristni, tako da se pravzaprav iz prve roke še na ta način slišimo vse probleme, vse zagate, s katerimi se jih izvajalci soočajo, tudi vse pobude. Mi tudi, bi rekel, po svojih linijah seveda sodelujemo z vsemi izvajalci dolgotrajne oskrbe, ampak zelo pomembno je res, da dobimo to realno sliko, ker cilj nas vseh je enak, ne? Da dobimo čim boljši zakon o dolgotrajni oskrbi tudi realno na terenu, ki se bo pač izvajal in ki ne bo, bi rekel, povzročal zagat tako izvajalcem kot uporabnikom. Po drugi strani pa mi že pravzaprav desetletja odlagamo prenovo dolgotrajne oskrbe, ne? Tako da mogoče ima kdo tudi izvajalcev občutek, da včasih preveč potiskamo naprej kakšne rešitve, ki še niso do konca dodelane, da bi morali še malo počakati, še malo preverjati. Mi na ministrstvu vendarle mislimo, da je ta čas minil, da zdaj smo pač v trenutku, ko je dejansko treba, kako bi rekel, skočiti v vodo in se naučiti plavati. Pobudniki posveta o dolgotrajni oskrbi so s tem srečanjem želeli opozoriti na vrsto težav, s katerimi se srečujejo na terenu. Sprašujejo se, kaj bo s tistimi, ki ne bodo dosegali vstopnega praga. Kako se bo to reševalo z že sedaj pomanjkljivo kadrovsko zasedbo? Kako bi skrajšali dolgotrajne postopke? Kako bodo dodeljeni denarni prejemki in še veliko drugih vprašanj, na katere trenutno še ne poznajo odgovora. Predvsem pa se bojijo, da bo zakon zaradi nedodelanosti še dolgo ostal le mrtva črka na papirju.